Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni v oddaji Zlati ključi. Še vedno se nahajamo na Gorenjskem, natančneje v občini Žirovnica, ki jo bomo danes naprej odkrivali. Včeraj smo že ugotovili, zakaj je tukaj resnično zibelka slovenske kulture, nabrali pozitivno energijo v čebeljem raju in razvajali borbončice z izvrstno kavo. Našla sem tudi že prvi zlati ključ, na katerem pa je bil namig. Govoril je 19 jezikov. Gospa Marija mi je prijazno pomagala in namignila, da gre za čopa. Sedaj pa se že nahajam pred čopovo rojstno hišo in že komaj čakam, da vidim, kaj se skriva notri. Dober dan! Dober dan! Dober dan! Dober dan, raziskujem občino Žirovnica in moj prvi namig je bil, naj poiščem tole hišo, čopovo hišo. Tako je, dobrodošli v Čopovo rojstni hiši v Žirovnici. Kot veste, Čopova rojstna hiša je ena od znamenitosti na poti kulturne dediščine Žirovnica. Pot kulturne dediščine Žirovnica gre za tematsko pot. Mi pravimo, da je to ena najlepših poti v Sloveniji. Prejeli smo kar nekaj priznanj za to. Gre pa tudi za najstarejšo tematsko pot v Sloveniji, tako da smo zelo ponosni. Na poti kulturne dediščine Žirovnice pa kar 5 znamenitosti. Torej, Prešernova rojstna hiša v Vrbi, Čopova rojstna hiša v Žirovnici, Čebeljak Antona Janše na Breznici, Finžgarjeva rojstna hiša v Doslovčah in pa rojstna hiša Janeza Jalna na Rodinah. Torej, gre za, v bistvu, na tako majhnem območju občine Žirovnice se je rodilo kar 5 pomembnih mož, ki so zelo pomembni za slovensko kulturo, za našo dediščino in pa tudi za slovenski jezik. Opazila sem že pri Prešernovi hiši znak Green and Safe. Se torej tudi v Žirovnici zavezujete k zelenemu in trajnostnemu turizmu in varnemu turizmu? Ja, absolutno. Žirovnica je tudi prav v tem letu pristopila k pridobitvi znaka Slovenija Green. Je pa tako, Žirovnica je taka mikrodestinacija, mi pravimo, ki pa ponuja obiskovalcu eno tako raznolikost. Torej, znani smo seveda po poti kulturne dediščine Žirovnica in po Prešernovi rojstni hiši, torej ta kulturni turizem. Obenem smo pa znani tudi po aktivnem preživljanju časa v naravi. Moram priznati, da imam zelo rada arheologijo, ko ste že omenili najdišče Ajdna. Imate tudi tukaj kaj za pogledati? Ja, seveda, jaz kar povabim, da si pogledava muzejsko sobo Ajdna. Evo, mečka glavo paste. To so pa zares nizka vrata. Ja. Kaj pa lahko vidimo vse tukaj? No, tukaj smo pa želeli predstaviti naše prednike, prebivalce Ajdne, te pozabljene vasice iz 4. oziroma 5. stoletja, skozi artefakte, ki so jih arheologi izkopali na Ajdni. Predstaviti smo želeli njihovo vsakdanje življenje, kako so živeli, kaj so počeli, in tukaj se res taka lepa zgodbica predstavlja iz samih teh najdb. Kaj pa je ta ptičica? No, to pa je eden izmed najlepših predmetov, najbolj znamenitih, ki so jih našli na Ajdni. Gre za sponko, ki so jo ženske nosile v oblačilih. Je pa oblika ptice, ajdenske ptice. Je pa najbolj zanimivo to pri tem predmetu, da vsi ostali predmeti nekako izvirajo iz 4. in 5. stoletja. Arheologi so odkrili, da je ta ptička prav iz 1. stoletja. Tako da po vsej verjetnosti je bila ta civilizacija, ti naši predniki so obstali v bistvu naprej, kot pa najdbe dokazujejo. Se bom še malo pogledala tole zbirko. Škatlica. Tudi sredi poletja je zima. No, zdaj bolj ziher ne bo.
Verjetno se boste pa naučili jahati, če najdete tale prostor. Kje pa bi to lahko bilo? To bom pokazal na zemljevidu. Ok, super, hvala. Evo. Še iz zemljevid. Da vam pokažem, kje najdete. Torej, samo sledite po tej poti, pa boste prišli. Hvala lepa. Tukaj. Hvala lepa za vse. Hvala lepa. Nasvidenje. Dober dan. Dobar dan. V Čopovi hiši so me napotili k vam in sicer že nasplošno obožujem konje. Res, to so ene mojih najljubših živali. Bi pa si želela kaj več izvedeti tudi o vaši jahalni šoli, ki velja za eno najboljših. Pa bi lahko bili kar ob konjičkih, ko se pogovarjava. Seveda. Jaz sem pa Dušan Zima iz Žirovnice, zasebni športni delavec v konjeništvu. S konji se ukvarjam že 20 leto, tako aktivno, drugače pa že celo življenje jaham. V hlevu imamo 20 konjev, namenjenih za terensko jahanje. Pri nas se lahko vsak nauči jahanja. Izdajamo tudi jahač 1, jahač 2 licence, tako da so dobrodošli vsi, ki pridejo k nam. Starostna omejitev ni omejena, od 4. leta naprej se jaha. Pa je tukaj okoli veliko jahalnih poti. V tem koncu je zelo veliko jahalnih poti. Največ jahamo v hribe, v karavanke. Največ imamo 2-urnih terenov. To je jahamo v dolini Završnica, okrog jezera in se ogledamo Medvedko Mici. To so take 2-urne ture, potem imamo 5-urne ture, to je jahamo do višine 1200 metrov nadmorske višine. Valva Zorjev dom se reče. Tam so zelo lepe panorame za Bled. Turisti zelo radi vidijo, da si Bled ogledajo tudi iz hribov. Pri vas pa razvijate tudi turizem? Ja, pri nas se ukvarjamo tudi s turizmom. Ja. Cela družina se ukvarja s turizmom, tudi oddajamo sobe, imamo tudi pizzerijo in konje. To se dopolnjuje eno z drugim. Nekaj osnov jahanja poznam, bi lahko preizkusila tudi pri vas. Seveda, z veseljem. Malo so konji nemirni, ker jim nagajajo muhe, obadi v poletnih časih. No, to za začetek drža zelo lepa. Tako, poskusva sama. Dajmo blisk, kar stisniti. Dajmo. Levo skrajšati, mečkam vajeti. Kar naprej, peta dol, prsti gor na nog, tako ja. Lepo. Evo, prva učna ura je uspela. Zelo lepo. Sedaj bi pa jaz povabil, da bi šla jahat kar v dolino Završnice, okrog jezera, pa si ogledava tudi medveda, pa lahko kar štartava. V redu. Super. Joj, kako je bilo luštno prijahati sem, pa še ekipa mi je pripeljala avto, tako da super. Zdaj se pa nahajam v rekreacijskem parku Završnica. Završnica skozi celo leto ponuja vrsto samostojnih in skupinskih športnih ali drugih aktivnosti za posameznike, družine, šolske in mladinske skupine, družabna srečanja v naravi, izletnike in turiste, pohodnike, planince, plezalce in druge obiskovalce. Završnica je izhodišče za različno zahtevne vrhove v karavankah na severni strani in grebenu, imenovanemu Rebro, na južni strani doline. Razgledne planine na pobočju Stola svojo lego privlačijo pohodnike, kolesarje, konjenike, pozimi tudi sankače in turne smučarje. Škatlica z mojim naslednjim namigom.
Srednjeveški jamski grad. Ne vem, kaj bi tole bilo, ampak sem pa pošteno lačna, tako da moram nekaj poiskati za pod zob. Živjo! O, živjo! Živjo! A ti lahko pomagam pri izbiri? O, prosim, res imate pestro izbiro, sploh ne kaj bi jedla. Ja, jaz ti priporočam Svan burger. To je naš hišni burger s lokalno govedino, hišno omakco, posebej ekstra pripravljeno z dušo, počasi karamelizirano čebulo, res doživetje. No. Tle ti ne bo žal, če to zbereš. No, potem pa bom vas kar držala za besedo, pa ga bom res provala. No, super, medtem pa, kad čakaš, te pa povabim, se lahko usedeva, pa bomo še kakšno rekli. V teh koncih je zares pestra gastronomska ponudba. Kako pa sprejemajo ljudje tudi burgerje? Odlično so jih sprejeli, presenetili so nas, trend se zvišuje, populacija že tudi starejši ga jejo, mlajši, srednja generacija pa najbolj obožuje burger. Kako pa je nastala blagovna znamka Black Swan? Odkje ideja? Odkje ideja? Ideja, v bistvu sva dva podjetnika, ki sva začela z željo po street food prehrani. Oba sva z Bleda in ker je na Bledu veliko labodov, vsi so beli labodi, črni bil pa vedno samo eden labod. In sva rekla, mi dva bova Black Swan burger, to je to. Nekaj posebnega? Nekaj posebnega, ja. Izstopajočega. Odkje pa dobite sestavine za svoje burgerje? Sestavine se pa probamo približati čim bolj lokalnim. Strmimo k temu, da je vsaj slovensko ali čim bolj lokalno. No? Kako pa se pripravi za res dober burger? Burger ne nastane takoj, ampak se razvija. Pri burgerju je pomembno, da so res sveže sestavine, da je skrbno pripravljena omakca, da so vedno kontrolirane sestavine, sveže bombetke. Za bombetke smo tudi svoj recept razvili. To so najbolj pomembne stvari pri burgerju. Jo, zdaj sem pa že res pošteno lačna. Evo, se zdaj pa lih, super, evo. Lih. Evo, takole izvoli. Kako diši. Preden pa se zapodim v tale burger, bi vas pa prosila za pomoč pri razvozlavanju namiga, ki sem ga našla tamle pri jezeru, in sicer Srednjeveški jamski grad. Aha, to je pa jama pri parku. V to smer greste, polka pojeste burger. Prej pa ne. Živja! Živjo! Živja! Pozdravljena. Ja, pri jezeru Završnica sem našla namig, naj poiščem Srednjeveški jamski grad. Sem prav prišla? Prav ste prišla. Super! Kaj pa je bilo tukaj noter? Je to zgolj jama ali je imel kakšen poseben namen? Ne, to je prav naravna jama. To je zelo dobro ohranjena, služila je pa kot zavetišče. Nekako ocenjujejo, da je nastala v 13. stoletju. V 15. in pa 16. stoletju je pa postala zavetišče za ljudi, kateri so živeli v vseh pod stolom v času turških vpadov. Kdo pa se je največ skrival tukaj? Pa se kar pojdiva pogledati, Ingrid, kar za mano. Tukaj v tej prelepi jami so našli zatočišče predvsem otroci, starejši in pa ženske. Kaj pa te zidovi? V času turških vpadov so to jamo pozidali, pred vhod so pa postavili take lesene, težke vrata. Je pa to tudi verjetno dobra izhodiščna točka kakšnih poti ali pa? Seveda. Kam pa se lahko grejo tukaj? To se pravi, Ingrid, če si za to si bova pa vzunaj ogledali, ko bova prišli na pomol.
Jaz bi pa rada še nekaj povedala glede same jame. Ja. Ta jama, to jamo nekateri imenujejo srednjeveški jamski grad. Ja. V njej je pa pisal celo Janez Vajkard Valvazor. To se je vredno zapomniti. Ja, sigurno. Bova šli zdaj še pogledat, mi poveste še kaj o poteh? Seveda, kar naprej. Wow, kakšen razgled. Čudovito, a ne? Ja. Mnogi sprašujejo, kot sva začeli prej v jami, kam se pride od tukaj. Na spletu piše marsikaj. Lahko napotim človeka, recimo, da gre tukaj levo nad pomolom in se vzpne na vzpetino in potem dol in pride na slab hudič Babo Pere. Spet znamenitost našega kraja, ampak tega ne bom naredila. Tukaj gre za brezpotje. Jaz bi rajš pohodnika napotila tako, da se odpravi na našo izhodiščno točko in to je parkirišče v Završnici in potem se pa od tam odpravi približno 220 minut, pa pride do tja. Super, sigurno za probat, ne? Ja? Grem pa zdaj še pogledat razgled. Pa še ključ. A ste ga le našla? Ja. Da vidva, kaj pravi. Ingrid, morda že veš, da skozi Žirovnico poteka tudi priljubljena daljinska pot okoli Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka Julijana Trail. Njena tretja etapa pripelje v vasi Pod Stolom, kjer v večini poteka po poti kulturne dediščine Žirovnica. Tokrat se moje vprašanje za gledalce glasi: kako z eno besedo imenujemo celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev, vedenja, znanja in materialnih proizvodov, ki jih je proizvedel in oblikoval človek in ki se prenašajo iz generacije v generacijo? Tebi pa prav tako dam namig. Pod najvišjim vrhom Karavank stojim. Najvišji vrh Karavank je Stol. Ingrid, jaz bi rekla Valvazorjev dom Pod Stolom. Hvala, upam, da se še kdaj vidimo. Seveda, Ingrid, dobrodošla, vedno. Adijo. Ja, nasvidenje, pa srečno. Žirovnica me je s svojo pestrostjo čisto navdušila. Našla sem že 2 zlata ključa z 2 ugankama za vas. Žirovnica ima pestro ponudbo kulturne dediščine, kaj pa boste zase našli tudi vsi ljubitelji dobre hrane in živali. Sem lahko pridete na varne in zelene počitnice. Se vidimo jutri in nasvidenje.